Pozdravljeni, poslušate podcast Nedeljski gost Vala 202. Moje ime je Luka Hvalc in sem se nedavno v Oslu pogovarjal s Katjo Franko, slovensko profesorico kriminologije na Norveškem. Katja Franko, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Hvala, ker ste nas povabili v svoj kabinet na Pravni fakulteti v Oslu. To je praktično povsem nova stavba na odlični lokaciji v središču norveške prestolnice. Kje sva? Sva v Oslu in sicer v stavbi, ki je zdaj zgrajena bila pred leta 2020. Smo se notri vselili v 8. nadstropju. Moderna stavba, Pravna fakulteta je pa že kar stara. Tako da, ja. In tukaj v okolici so znamenite stavbe, vidimo tudi Kraljevo palačo. Ja, kralja gledamo lahko vsak dan, tako da v bistvu nekako, kako bi rekla, lokacija Pravne fakultete je tako tradicionalna kot v zelo velikih mestih, da se nekako nahaja med Kraljevo palačo, oblastjo in parlamentom. Tako da, ja. Prej so se sprehodila tudi po terasi in značilno za Norveško. Ne tako daleč sva videla tudi sneg in verjetno smučišče. Ja, še vedno je sneg, ki je več ali manj skupnel, ampak v bistvu pomlad kar ni taka, kot je v Sloveniji. Na to dostikrat pomislim, ne. Na Pravni fakulteti v Oslu ste profesorica kriminologije od leta 2009, tukaj pa ste že opravili tudi magisterij. Kaj in kako vas je zaneslo na Norveško, že tam leta 1994? Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu bi lahko rekla naključje. Ker sem prišla leta 1994, sem prišla nekako nisem načrtovala, da bom tukaj ostala. Vsekako nisem videla pred sabo, da bo 30 let pa še več življenja na Norveškem. V bistvu sem prišla kot nekakva praktikantka za 2 meseca ob končanem študiju prava. Potem se je pa življenje nekako začelo odvijati, ljubezen je nekako pomešala poti in potem je bilo najprej 1 leto, pa magisterij, pa doktorat, pa otroci in tako je šlo potem to naprej. Povejte, kakšna je akademsko-študentska kultura tukaj v primerjavi s Slovenijo? Kako je kot slovenski raziskovalki delati v norveškem okolju? Jaz v bistvu zelo cenim, kako bi rekla, kulturo tukaj, tudi na univerzi, pa na Norveškem nasplošno. V primerjavi s Slovenijo bi mogoče rekla, da je malo bolj egalitarna. Norvežani, ste verjetno že tudi sami videli, nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, tudi nihče, gospa Franko, vse je samo Katja. In to je nekako tako zelo značilno za Norveško. Lahko povem kot anekdoto, da ko so moji otroci, ko so bili mlajši, so punce bile v istem vrtcu kot kraljevi prestolonaslednik. In tudi on, ko je prišel po otroke, so ga vsi samo Håkon klicali, tako da zelo verjetno kralja bi tudi vikali, ampak drugih pa ne, več ali manj. Tako da je veliko bolj egalitarna kultura. Hkrati so pa Norvežani tudi zelo, kako bi rekla, nekako imajo neko dvojnost in zelo resno jemljajo in počitnice in delo. Tako da se mi zdi, da kadar se dela, se dela resno in tudi Norveška nasplošno je dosti produktivna država. Hkrati pa imajo veliko počitnic, tako da ob petkih popoldne ni veliko ljudi tukaj. Tako da je nekakšna dvojnost. Vas je morda kaj presenetilo, ker je morda Norveška bolj trda, kot si mislimo? Seveda ti stereotipi o Skandinavcih, da so hladni, da se brigajo samo zase, verjetno delno držijo, najbrž v celoti pa ne. Ja, delno držijo. V bistvu sem v rokih teh 30 let nekako počasi razumevam nekako dvojnost. Jaz se spomnim, takoj, ko sem prišla, se mi je tako zelo čudno zdelo, ker so oni znajo biti recimo na zabavah ali pa tako dosti odprti. Včasih tudi ljudje pravijo, če preveč popijejo, pa tako. Potem pa kar naenkrat v službi pa spet zelo rezervirani in tako. In je tukaj neka takšna dvojnost, ki je v bistvu tako zelo pregovorna. Tako da je zelo veliko tudi se lahko nekak humorja je glede tega, ne. Norveška velja za bogato državo, predvsem zaradi naftnih zalog. Velikokrat slišimo in beremo, kako Norvežani zaradi dovolj denarja v socialnih in pokojninskih skladih nimajo skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami. Je res vse tako sanjsko?
Ne, vsekakor ne. Mislim, veliko je v bistvu, kako bi rekla, sansko na ta način, da država ima večje možnosti, da nekako ublaži vsa ta nihanja, ki so, kar se tiče svetovne ekonomije in tako glih, naprimer, ravno zdaj so sprejeli odločitev, da bojo subvencionirali cene nafte in bencina, ne. Te možnosti država ima. Recimo med pandemijo so imeli veliko večje možnosti, da so pač ublažili te sunke, ki nekatere druge države pač niso mogle, kar se tiče brezposelnosti in tako naprej. Ampak hkrati pa je država tudi, sploh pa mi, ki smo mogoče odraščali tudi v socializmu, kjer smo bili navajeni nekaj dosti visokega nivoja socialne države, pa bi tako rekla, da Norveška ni nekako, kako bi rekla, ne presega tega na vseh področjih, ne. Tako da na dostih področjih je tudi zelo, kako bi rekla, šparovna. Tako da vse ni sansko, ampak ima pa brez dvoma, da država ima določene možnosti, da investira v stvari in da tudi potem ublaži določene sunke ekonomske, ki se pač pojavljajo drugače v svetovni ekonomiji, to pa sigurno. Ja, in tudi v zadnjem obdobju tudi valuta, krona je v zadnjem času izgubila nekoliko na svoji vrednosti, tako da je morda vendarle nekoliko ceneje v primerjavi z evrskim območjem, kot se je zdelo prej. Verjetno je to samo občutek tudi zato, ker je pri nas toliko bolj vse drago. Statistike pa kažejo, da se je inflacija nekako povečala. Sicer se tukaj okoli tudi najo veliko gradi, ampak slišal sem, da tudi na nepremičninskem trgu je manjša kriza. Ja, je. Problem na nepremičninskem trgu je v bistvu podoben kot v drugih evropskih državah, da se v bistvu stanovanja so zelo draga in še posebej za mlade je težko, če nimaš staršev, ki imajo nek določen kapital, da nekako prideš na nepremičninski trg. Tudi gradi se dosti malo v primerjavi s tem, kakšne so potrebe. Tako da to je nekako klasika. Ampak je zanimivo, da Norveška kot smo prej govorila, taka socialna država, da v bistvu vseeno tako malo kaže možnosti, da to nekako uredi. Če se dotakneva vašega strokovnega področja, varnost je tista, ki skrbi ljudi povsod po Evropi, povsod po svetu. Kako je z varnostjo na Norveškem? Nekako velja država za zgled tako imenovane mehke kaznovalne politike z modernimi zapori, veliko vlaganja v rehabilitacijo. To vse še drži? Dobro vprašanje. Najprej, če najprej prvi del vprašanja, kako je z varnostjo na Norveškem, bi rekla, da Norveška je nasplošno zelo varna država. Če pogledamo samo število umorov v preteklem letu, je bilo izredno nizko, tudi zgodovinsko dosti nizko. Tudi v bistvu, če primerjamo pred 20 leti, je veliko manj kriminala, kot je bilo registriranega. Hkrati si je imela Norveška, tako kot dosti drugih skandinavskih držav, zdaj dosti intenzivne debate, kar se tiče nekaterih oblik kriminala, še posebej, kar se tiče mladostniškega kriminala, ampak nasplošno lahko objektivno rečemo, da to niso neke velike spremembe, velike rasti in tako da je država je varna. Zapori, kar se tiče, je pa res, kot omenjate, da je Norveška v bistvu slovi tudi kot druge skandinavske države po nekako bolj mehki kaznovalni politiki in to nasplošno bi rekla še vedno drži do določene meje, da se veliko bolj investira v zapore kot verjetno v večini drugih držav, tako evropskih, sploh pa izven Evrope. Čeprav tudi tukaj se pozna, da država vse vedno bolj špara. Potem je pa tudi tukaj tako, da v bistvu ta mehkoba, kar se tiče kaznovalne politike, je nekako le delna, ker Norveška nasplošno ima tudi zelo, kako bi rekla, bolj stroge strani. Tudi je imela tudi poostritve kaznovalne politike, kar se tiče določenih oblik kriminala, še posebej, kar se tiče seksualnih kaznivih dejanj, recimo posilstvo so izredno zaostrili kazni. Tudi, kar se tiče kaznovalne politike do priseljencev, je bilo dosti zaostritve in Norveška tudi nasplošno v bistvu uporablja zelo veliko izgon iz države proti priseljencev in tako da ja, je mehka do določenih skupin, lahko bi rekla, da je mehka nekje bolj do nekih svojih, ampak je pa tudi dosti trda navzven.
Profesorica Katja Franko, kako je norveško družbo spremenil 22. julij 2011, ko je Anders Breivik izvedel napad na poletni tabor podmladka politične levice na otoku Utøya. Takrat je bilo ubitih 77 ljudi. Kako se s to tragedijo skoraj 15 let pozneje sooča norveška družba, ne nazadnje tudi politika? Jaz bi rekla, da je družbo izredno veliko spremenil. Čeprav nekako takoj po samem dogodku, mislim, da so tako politiki in tudi norveška javnost so v bistvu hoteli kot nekako principielno, da ne bojo njemu dopustili, da bi jih spremenil. In tudi niso hoteli dopustiti, da bi naredil družbo bolj brutalno, ker je bil nekako to tudi njegov namen. In tista prva reakcija, ki je bila takoj po samem dogodku, da so imeli v bistvu demonstracijo vrtnic. Rusetoge se imenuje to po norveško, kjer so v bistvu prav hoteli ljudje nekako pokazati solidarnost, medtem ko je on nekako stal na nekem principu nesolidarnosti. Tudi potem sam postopek oziroma sodni postopek proti njemu je bilo prav principielno se je hotelo pokazati, da se država ne da, da bo to pravna država in da bo reagirala na nebrutalen način, ampak po principih pravne države. Ampak potem dolgoročno pa vidimo, da v bistvu se vse stvari so se spremenile, da se investira izredno veliko v varnost, da je tudi Ministrstvo za pravosodje potem prav zaradi tega spremenilo svoje ime v Ministrstvo za pravosodje in pripravljenost oziroma varnostno pripravljenost. Zdaj se je tudi vlada preselila v te lokale, ki so jih šele zdaj jim je ratalo, da so jih prenovili in so investirali ogromno veliko denarja v to prenovo te vladne stavbe, kjer je bombo postavil. Ta stavba je ena najbolj dragih stavb na svetu in razlog za to, da je tako draga, je prav varnost. Država se je spremenila, je postala manj odprta, manj nekako tudi bi rekli, oni verjetno naivna. Zdaj lahko prideš s kamionom za bombo in enostavno jo kar parkiraš pod stavbo vlade, je verjetno, ni dosti takih primerov, ne? Tako da to je bila taka neka odprtost, ki je zdaj ni več. Po drugi strani pa recimo v stavbo vaše fakultete ni videti nobene recepcije, kakšnih varnostnikov, tako je menza, kjer lahko sediš, to pa kaže na neko še vedno odprtost. Še vedno je odprtost, čeprav v stari stavbi v bistvu tudi bi lahko prišli tudi do 8. nadstropje notri. Ampak je nasplošno mislim, da se vseeno še vedno poskuša nekako odprtost imeti in nasplošno so skandinavske države, bi lahko rekli, da je ena glavna značilnost teh družb je, da imajo veliko zaupanja. Zaupanja v soljudi in zaupanja tudi v oblast, v vlado, v policijo, v pravosodje in tako naprej, v institucije in to mislim, da se še vedno ohranja in tega se oni tudi dosti zavedajo in investirajo v to. Mogoče, kjer se tudi malo bolj ločijo potem od nas Slovencev, na ta način, da pač ljudje nasplošno govorijo dobro o državi in o vladi in čeprav se mogoče ne strinjajo z vsemi političnimi odločitvami, pa je vseeno neka raven zaupanja je dosti veliko višja, kot je morda v Sloveniji. Katja Franko, vaš prvi glasbeni izbor, tole nedeljsko dopoldne na Valu 202? Ja, to je ena pesem norveškega avtorja Lillebjørn Nilsen se imenuje in naslov pesmi je Otroci Maurice. In razlog, zakaj sem jo izbrala, je v bistvu to je pesem, ko sva prej govorila o Breiviku, to je pesem je on nekako omenil kot primer ideologije oziroma propagande, proti kateri, ki jo je sovražil. Definiral jo je kot nekako marksistično propagando, ki jo imajo v norveških šolah in sicer, ker je otroci Maurice so pač v družbi, v kateri so vse barve dovoljene. To so nekako Norvežani potem vzeli si k srcu in so tudi to pesem peli, ko sva govorila o tej demonstraciji proti Breiviku, 40,000 ljudi je bilo in so tudi to pesem peli in imeli vrtnice, kakor nekako protest proti njegovi ideologiji. Tako da se mi zdi zelo taka tudi lušna, naivistična pesem, ampak pozitivna. Du ser en jord
skal vi leve, hver søster og hver bror, små barn av regnbuen. Nedeljska gostja na Valu 202 je doktorica Katja Franko, slovenska pravnica in profesorica kriminologije, ki deluje na Norveškem. Gospa Franko, leta 2023 ste prejeli ugledno nagrado Ameriškega kriminološkega združenja, ker ste v zadnjih več kot 15 letih v mednarodni in nacionalni raziskovalni prostor postavljali globalizacijo in nadzor nad kriminaliteto. Kot so zapisali, ste s svojim teoretskim in konceptualnim delom prenovili kriminološko stroko. Čestitke. Hvala. Predstojnica vašega inštituta, takratna predstojnica, zdaj ste to vi, gospa Helene Guthus, je posebej izpostavila, da znate prepoznati družbene izzive in opredeliti raziskovalne potrebe še preden postanejo osrednja tema politične in raziskovalne agende. Profesorica, kaj je trenutno tisto, kar prepoznavate na področju kriminalitete in njenega nadzora aktualno oziroma kaj nas čaka? Kaj je, kot radi rečemo, future tema kriminologije? Eden od razlogov, zakaj sem dobila to nagrado, je, ker me je globalizacija že od nekdaj zanimala. V zvezi s tem tudi v bistvu migracije in vpliv migracij na kaznovalno politiko. Sva govorila naprimer o tem, da norveškem odnosu do priseljencev. To je tema, ki je centralna nekako v evropski kaznovalni politiki in bo verjetno tudi še vnaprej, kar tudi izvolitev ameriškega predsednika Trumpa tudi kaže. Drugače, druga tema, ki pa je vsekakor nekako, kako bi rekla, bolj futuristična, je pa to vprašanje digitalizacije in kako digitalizacija družbe vpliva na sam kriminal in potem tudi kako vpliva na nadzor kriminala. In glede tega imamo tudi zdaj nov projekt tukaj na univerzi v Oslu, kjer pač gledamo tudi potem na povezave med digitalizacijo in privatizacijo in vpliv teh velikih big tech akterjev. Tako da... Živimo zdaj v obdobju tehnofeudalizma, ko podatke obvladujejo bogati zasebniki. To verjetno tudi spreminja pravo in vprašanje, kako nas lahko pravzaprav sploh zaščiti, še posebej, ker tako radi nepremišljeno delimo podatke. Poleg tega pa so tudi države večkrat odvisne oziroma vedno bolj odvisne od teh zasebnih korporacij. Kot prvo, to, da delimo podatke in dostikrat se tukaj na Norveškem govori o tem, tudi v EU, data is the new oil, pravijo, da je to v bistvu nova nafta. Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, kar je izredno, kako bi rekla, zna biti tudi nevarno. Kar se pa tiče tega novega feudalizma, je pa tudi tukaj dosti drugih podobnosti. To, da država nekako izgubi nadzor oziroma moč nadzora nad nekimi dost velikimi, kako bi rekla, velikimi akterji in da tej možnosti, da se tukaj nekako tudi oni omejijo in tudi potem, da imajo ljudje neke pravice v stiku s temi velikimi, kako bi rekla, feudalnimi oziroma neofeudalnimi gospodarji, ki jih danes imamo. Tako da čisto konkretno, recimo kar se tiče nadzora kriminala, je zelo zanimivo, da v bistvu danes je zelo malo oblik kriminala, ki se ne dogajajo oziroma odvijajo preko digitalnih metod. In zdaj vprašanje je, recimo, če se prodajajo droge po Snapchatu ali pa če se rekrutira najstnike v kriminalne organizacije preko Snapchata ali pa preko Telegrama in tako naprej. Vprašanje je, kakšno odgovornost imajo potem Telegram ali pa Snapchat, da sodelujejo s policijo. Te stvari so zelo malo regulirane. Sedaj se pač začenja nekako malo večje osveščanje glede tega, ampak mislim, da tukaj lahko bi naredili veliko več. Se lahko države sploh na kakšen način obranijo tega diktata tehnofeudalistov? Evropska unija se zdi tukaj dosti nemočna, je morda kaj drugače v Skandinaviji, nekaj je slišati, da na Danskem imajo neko morda uspešno strategijo.
Mislim, da, kako bi rekla, da uspešne strategije ne bi rekla, da so še kje razvili. Mislim, da smo zdaj v tem fazi, da se nekako začenja osveščanje. In v bistvu izgleda, da Evropska unija, ne glede na to, je skoraj edina skupnost, ki jo to sploh zanima in ki nekako proba mobilizirati glede tega. Je res to, kar pravite, da Danska, mislim, da tudi zaradi te izkušnje glede Grenlandije, je postala veliko bolj skeptična do vsega ameriškega. In mislim, da to je tudi pozitivno, ker nekako poskuša razviti neko bolj samostojnost, digitalno samostojnost in suverenost, kar se tiče javnih organov, tako da določene danske občine recimo poskušajo bojkotirati Microsoft oziroma najdeti alternative in tako. Prav v tem projektu, kot sem govorila, tudi ugotavljamo, da vseeno je, kako bi rekla, digitalizacija kot nekakšen vlak, ki drvi naprej in ga je zelo težko spremeniti smer, ne. Urad statistike bo svoje podatke dal sedaj v cloud in tako naprej. Vsa sodišča imajo svoje podatke v cloudih in tako pač je. Zdaj smo pa videli recimo na določenih primerih prav mednarodnega kazenskega sodišča, ki mu je Microsoft glavnemu tožilcu blokiral račun, kako kar naenkrat se lahko to preobrne in kako kar naenkrat recimo lahko potem privatna infrastruktura države nekako udari in postane zelo pomembna. Tu sem mislil tudi na slovensko sodnico, ki zaradi svojega profesionalnega dela praktično ne more uporabljati kreditnih in bančnih kartic, ker imajo monopol seveda ameriška podjetja. Tako. In to je v bistvu neverjetno, da se ta privatna podjetja dajo tako, kako bi rekla, izkoristiti oziroma uporabiti ameriškim oblastem. Ne. Tako da mislim, da tukaj je izredno veliko dilem, ki se lahko kar naenkrat pojavijo in o katerih verjetno nismo oziroma se ponavadi ne razmišlja, ko kupujemo te usluge od teh akterjev. Profesorica Franko, še ena tema, s katero ste se v zadnjih letih veliko ukvarjali. Kriminal se dobro prodaja tudi v zabavni industriji. Kriminalni romani in serije po resničnih ali pa izmišljenih dogodkih so zelo priljubljeni. Ne nazadnje tudi Jo Nesbe, doma prav tukaj v Oslu. Vi pa ste skupaj s kolegom šli po poti razvpitega kolumbijskega mafica Pabla Escobarja, ki je tudi zaradi serije Narcos na Netflixu dobil kulten globalni status, je tako rekoč blagovna znamka. Skupaj sta izdala monografijo, v kateri obravnavata vpliv globalne industrije zabave na kolektivni spomin na nasilje v Medellinu in na Escobarjevo zapuščino. Odkot ideja in kakšne so glavne ugotovitve? Kako bi rekla, jaz sem obiskala Kolumbijo in sem tam predavala in nekako meni se je zdelo neverjetno, da že ko sem kupila Lonely Planet vodič, so nekako, kako bi rekla, ponujali oziroma prodajali te ture, da gremo po stopinjah Pablo Escobarja. In to se mi je zdelo neverjetno v primerjavi s tem, ko sva govorila recimo kar se tiče Breivika. Breivik je Escobar je tako kot v Kolumbiji, tako kot je Breivik na Norveškem najbolj notoričen kriminalec, kako bi rekla. Ampak na Norveškem je tako, da se celo njegovega imena se ne omenja. In tako se je meni in tudi Davidu zdelo neverjetno, da v Kolumbiji se je razrasla neka taka turistična industrija, tako da je njegov brat je potem naredil muzej in tam prodaja tudi razne spominke z Escobarjevimi majicami in posod se v bistvu cel Medežin je lahko se kupijo njegove majice, lahko se kupijo različne stvari, tako da nam se je pač zdelo neverjetno in potem, ko smo začeli raziskovati, smo ugotovili, da to se ne dogaja samo v Kolumbiji, da obstajajo Escobarji, to se pravi bar po Escobarju v ogromno državah. Tudi naslovnica knjige je v bistvu nekako Google slika sveta, kjer obstajajo te Escobarji. Ne. To se pravi, da on je dobil nekakšen kultni status in ljudje se sploh ne sprašujejo, kaj ta kultna oseba pomeni. Oziroma, medtem ko midva so potem naredila intervjuje z
z žrtvami, Escobarjevimi žrtvami. On je zdaj, ne vemo točno, koliko ljudi je bilo ubitih kot posledica njegovih dejanj, ampak je sigurno več tisoč ljudi. Njegove žrtve oziroma sorodniki njihovi in tako to obravnavajo kot izredno boleče. Tako da je zelo velik kontrast med tem, kaj turisti mislijo in oziroma kako oni gledajo na Kolumbijo in kako Kolumbijanci sami. Tako da če bi nekdo na Norveško prišel z majico, z Breivikovo sliko, mislim, da to bi vsi razumeli, da to je izredno neokusno. Ne? Najeno vprašanje je, če mi obravnavamo, kako bi rekla, bolečino oziroma spomine na grozovitosti drugače, ko je vprašanje neke bolj revne države, kakor jih obravnavamo, ko gre za bogate države. In to smo tudi, recimo, nam je bilo zelo, zelo zanimivo, ko je Netflix, ki je naredil Narcose in v bistvu je nekakva glorifikacija Escobarja, je imel čist drugačen pristop, kot ko so recimo naredili film o Breiviku, oziroma ni bil film o Breiviku, bil je film o 22. juniju. Ne? In v bistvu tam so bili izredno pozorni na žrtve Breivikove in z njimi so govorili, z njimi so bili nenehno v dialogu, kako bi film lahko na njih vplival, medtem ko Netflix ni imel nobene, ko so delali Narcose, niso imeli nobenega take senzitivnosti. Ja. Dvojna merila so na marsikaterem področju v sodobni Evropi in pa tudi v svetu. Ne. Migracije so tiste, s katerimi se veliko ukvarjate že vrsto let, pa tudi njihovo usmerjanje, kar je seveda močno povezano, ne, tudi s pravom in kaznovalno politiko. Če vprašam, glede na to, da ste podrobno raziskovali tudi Evropsko agencijo za upravljanje zunanjih meja Frontex, ne, kako se Evropa trenutno sooča z migracijami po vaši oceni? Je to konstruktiven pristop? Seveda eno je praktično vprašanje nadzora meja, kako preprečiti, kako bi rekla, neautorizirane prehode meja, to, kar se dostikrat govori kot begunsko krizo, ki smo imeli 2015-16 in tako naprej, kjer je Frontex bil izredno aktiven. Drugo vprašanje je potem tudi, kaj to nasplošno dela z našim pravnim sistemom, kaj dela z sistemom pravic, tudi človekovih pravic, v katerega so evropske države, tudi Slovenija, tudi Norveška izredno veliko investirale. In tukaj, nažalost, skandinavske države niso, kako bi rekla, nekako boljše od drugih, kar se tiče evropskih držav. Danska je bila, kot mogoče veste, ena tistih, kako bi rekla, prvih podpisnic, da se omeji sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, nekako, da se jim da bolj jasne instrukcije, kar se tiče in se samim državam, da večje možnosti izgona, naprimer tujcev, ki so obtoženi za kriminal. To se pravi, tukaj bi lahko rekli, da nekako nadzor migracije nekako spodkopava oziroma je nevarnost za pravni sistem, ki se dostikrat ne zavedamo dobro. In mogoče bi lahko dala primer Amerike, ker pač v Trumpovi Ameriki se vse nekako potencirano zdaj. Te tendence se v Evropi morda manj vidijo, ampak potekajo veliko bolj počasi. Ampak vse te stvari, ki jih je Trump nekako zelo bombastično in zelo jasno zastavil, v bistvu dosti teh tendenc vidimo tudi v Evropi. Pritisk na sodstvo, pritisk na pravice izseljencev v smislu, kakšne pravice imajo v odnosu z državo, v katero so se preselili. Tudi vprašanje, recimo, kako se dobiva državljanstvo in tako naprej. Tako da veliko teh tem je, ki jih je Trump nekako spotenciral, ampak jih vidimo tudi v Evropi. Tako da nadzor migracije je nekako stresni faktor za pravni sistem. Profesorica Katja Franko, za malce odmika od težkih tem, še en vaš glasbeni izbor? Ja, tale pesem pa od Vlada Kreslina, Namesto koga roža cveti. On je nas obiskal lansko leto v Oslu, približno pred enim letom je bil ravno in je imel krasen koncert in to je tudi drugače ena moja zelo priljubljena pesmi. Tako da. Kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo meglo, tiho sam med njimi stojim.
le nogi nad vodou. Ko pa žarek pregrize temo, prebudimo se sami. Močvirje novih želja bo odletelo v nebo. Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Nedeljska gostja na Valu 202 je doktorica Katja Franko, slovenska pravnica in profesorica kriminologije na Univerzi v Oslu. Gospa Franko, na Norveškem ste torej že več kot 30 let in pa ste tudi na čelu slovenske skupnosti tukaj. Ste predsednica društva Triglav, ki deluje v Oslu. Kako močna je slovenska skupnost na Norveškem? Ja, to težko vprašanje mi dajete. Ker v bistvu mislim, da je slovenska skupnost ni nasplošno zelo velika, ker pač Slovenci smo, ni nas veliko nasplošno in tako nam tudi ni izredno veliko v tujini, ampak vedno bolj močna in se mi zdi tudi vedno bolj osveščena. In prav ta ustanovitev našega društva Triglav mislim, da je bila pomembna, kako bi rekla, prelomnica, da smo nekako tudi formalizirali naše druženje in smo potem v krogu tega društva tudi organiziramo kar dosti kulturnih in socialnih srečanj in tako da mislim, da bi lahko rekla, da ni izredno številna in izredno močna, ampak se krepi. Vidimo vas lahko tudi na kakšnih tekmah na Holmenkolnu, vaše kolege, kdaj vihtijo zastavo v zmagah, ne vem, recimo na zadnje Nike Prevc. Holmenkoln je pravzaprav tukaj, če bi se malce obrnila, bi videla skakalnico, tukaj nad Oslom. Na Holmenkolnu pa boste sodelovali na prav posebnem teku zdaj v začetku maja. Ja, oziroma to je tek, ki se imenuje Holmenkolnova štafeta, ampak v bistvu je štafeta, ki poteka po celem Oslu in ima 15 etap in naše društvo je zdaj sestavilo ekipo, ki bo pač tekla po teh etapah in v bistvu gre od središča Osla, od Bislett stadiona do Holmenkolna in potem spet nazaj na stadion. Tako da to je res dogodek, v bistvu je tudi ena največjih štafet, mislim, da tudi na svetu, izredno številna. Nekako tudi je to dogodek, ki nekako pove veliko o Norvežanih in o norveški družbi, ker Norvežanom šport izredno veliko pomeni. Se mi zdi včasih tudi več kot kultura, da morda Slovenci smo, nam šport seveda veliko pomeni, ampak smo morda bolj kulturno ozaveščeni. Tudi mi v našem društvu praznujemo kulturni praznik vedno, medtem ko Norvežani ne vem, če celo imajo kulturni praznik. Medtem ko Norvežani pa veliko bolj praznujejo dan državnosti. Imajo izredno močno tradicijo, kar se tega tiče. Tako da, ampak športne dogodke pa tudi izredno resno jemljajo. Tako da. Se mi zdi tako Norvežani kot Slovenci pa imamo radi rekreacijo. Veliko tekačev je tukaj videti, pa včeraj, ko sem se sprehajal tukaj po parkih, tudi lepih gričih z številnimi kulturnimi instalacijami, nazadnje, so številni bili na pohodih, cele družine, starejši, mlajši, tako da tukaj smo vsi podobni, seveda popolno opremljeni v rekreacijsko opremo. Ja, smo vsi podobni in tudi Norvežani nasplošno tudi imajo zelo radi hribe, kar imamo seveda tudi mi Slovenci, tako da in tudi dosti Norvežanov se mi zdi odkrije Slovenijo preko hribov in preko športa. Preko planice, tako. Tukaj se mi zdi, da je dosti podobnosti med Slovenijo in Norveško. Kako vi preživljate prosti čas tukaj? Se kdaj z metrojem in tekaškimi smučkami z metrojem recimo odpeljete do Holmenkolna, kjer so mimogrede tam v zaledju najverjetne možnosti za zimsko rekreacijo? Slišal sem o nekih sankališčih, da praktično lahko s podzemno železnico menjaš postaje.
Ja, jaz sem mogoče že celo bolj radikalna, ker v bistvu jaz kar stanujem ob tekaški progi, tako v bližini gozda, tako da mi sploh ni treba na podzemsko. Tudi moram priznati, da sem se tako nekako že ponorvežanila, da imamo vikend v hribih, kjer veliko več kot alpsko smučanje v bistvu prakticiramo potem to nordijski tek na smučeh. Tudi poskušam zdaj tudi mojo družino iz Slovenije nekako v to peljemo, tako da tukaj mislim, da sem se že kar nekako zelo preorientirala na norveško mentaliteto. Sklepam, da ste tudi kolesarka. Dovolil sem si pogledati tukaj pod mizo v kabinetu, pa vidim 2 kolesarski gumi, to najbrž ni slučaj. Ne, ni slučajno. Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume. To se menja? To se menja, ker jaz tudi kolesarim tudi po zimi, ampak je z električnim kolesom, ker pač stanujem visoko v hribu, tako da ja, to zimsko kolesarjenje mislim, da je ena tistih stvari, za katero sem zelo vesela. No. Drugače ne morem reči, da sem ne vem kako velika športnica, ampak prav to vsakodnevno kolesarjenje se mi pa zdi, da je zelo dobro dene. In tako, kako bi rekla, mogoče to je nekako vpliv življenja na Norveškem, da je nekako, se mi zdi, dosti visok nivo zavesti o tem, kako potrebno je gibati se pa rekreirati vsakodnevno. Tudi recimo naša univerza izredno podpira vse, kar se športa tiče. Imamo vsak četrtek zjutraj imamo jogo, tako skupaj ob 9. Kakšno je družinsko življenje, norveško, slovenska kombinacija? Mimogrede, v vašem kabinetu imate tudi zelo simpatične risbice, ne? Podmladka. Tole nekako se da prepoznati, ne? Znameniti. Ja, to je nekako slika Munkovega krika, ki jo je narisala moja najmlajša hčerka, ampak zdaj moram priznati, da to je bilo narejeno v osnovni šoli in kar pred veliko leti, ker zdaj so punce že velike, tako da so že, kako bi rekla, odletele iz domačega gnezda, ampak še vedno pa recimo rade prihajajo tako v Slovenijo kot na Hrvaško, kjer imam tudi še vedno vikend, tako da rade prihajajo in tudi jim zelo jim je všeč. Vi ne razmišljate o morebitni trajnejši, dolgotrajnejši vrnitvi v Slovenijo, morda kdaj kasneje v pokoju? Ja, ne vem, če si sploh, kako bi rekla, če si upam odgovoriti na to, ker ne bi rada rekla, da ne, ampak vse zdaj, dokler sem še v službi, verjetno ne. Je pa dejstvo, da nekako razmišlja človek vsem potem dolgoročno, kako bi mogoče daljše obdobje lahko bila v Sloveniji pa tako. In kar je mogoče nenavadno oziroma kar se mene presenetilo, da ta želja nekako je bila manjša v začetku, ko so bili otroci še manjši pa tako in si izredno preokupirani in službo in z malimi otroci in tako, nimaš časa, da misliš toliko na domovino, kot mogoče potem, ko si že malo starejši in tudi takrat potem verjetno tudi razmišljaš več na otroštvo, mladost in tako. Ta želja, da se vrneš, ne mine, ampak mogoče celo močnejša rata z leti, se mi zdi, vsaj v mojem primeru je tako. Če se še malce dotaknemo teh slovenskih družinskih vezi, to, da ste izbrali pravo za študij, ne, tam v začetku 90-ih, pravzaprav ni presenečenje. Ne? Vaš ded je bil ugledan pravnik, častnik tudi, ne? Ja, verjetno ni naključje, da sem sprejela to odločitev. Moj dedek je bil pravnik, bil je tudi predsednik Ustavnega sodišča še v stari Jugoslaviji, tako da to vsekakor je dosti inspiracije. Tudi jaz sem imela z njim izredno dober odnos, se ga zelo dobro spominjam. Tudi vidim recimo med našimi oziroma mojimi tukaj študenti na Norveškem, da nekako pravo je podobno verjetno tudi kot medicina, nekako poklic, ki se ga lahko podeduje, da je zelo veliko otrok oziroma tudi vnukov pravnikov, ki potem nadaljuje po tej poti. Zakaj pa kriminologija? Ne, naprimer, sodniški del, tožilski, odvetništvo, ne, ki se zdi, ne, najbrž tudi tukaj, ima največji, če tako rečemo, ekonomski potencial. Vi ste izbrali
akademsko raziskovalno delo in prav kriminologijo. Ja, v bistvu je bilo tako nekako sem bila, ko sem se preselila na Norveško, nekako primorana v to. Zato, ker Norveška pač ni priznavala mojo pravno izobrazbo iz Slovenije, ampak zdaj lahko rečem, da sem zelo vesela, da mi je ta, kako bi rekla, zagata, ki sem jo takrat imela, potem odprla to možnost, da se začnem ukvarjati z kriminologijo, ker se mi zdi, da vseeno je to veda, ki mi veliko bolj leži, kot bi mi sodniški poklic. Tako da sem zelo vesela v bistvu, da se je tako odvilo, kot se je odvilo, ampak je bilo pa sama odločitev takrat je bila v bistvu nekako zato, ker sem bila v to malo primorana. Zdaj ukvarjanje s kriminologijo in vsemi mogočimi tako individualnimi kot družbenimi odklonskostmi človeku verjetno samo po sebi ne more ravno prižigati luči na koncu predorov. Pa vseeno, vi žarevate veliko pozitivne energije, tako da čisto za konec morda malce naivno vprašanje, zakaj je vredno ostati optimistka? Jaz ne vem, če bi si lahko priznala, da sem optimist, mogoče sem optimistična kot oseba, kakšne vibe oddajam, ampak drugače mogoče sem vseeno, kaj zvem, se ukvarjam z dost temnimi temami, ampak se mi zdi, da v bistvu bolj kot optimist se mi zdi, da je pomembno, da se nekako ohranja nek, kako bi rekla, spomin na stvari, ki so pomembne, tudi principielno pomembne. In to se mi zdi, da je nekaj, za kar se je vredno angažirati, za kar se je vredno tudi za kar je vredno poučevati. Meni osebno je zelo pomembno, kakšne vrednote dajemo naslednjim generacijam. Tudi sama se včasih probam tudi angažirati tukaj v norveški javnosti, pišem recimo v časopisih in tako naprej. In to se mi zdi, da je nekako, če ne optimistično aktivnost, vsaj neka aktivnost, da probamo nekaj pozitivnega narediti. Profesorica Katja Franko, najlepša hvala, da ste nas gostili na Pravni fakulteti v Oslu in da ste bili nedeljska gostja na Valu 202. Vse dobro. Hvala vam za obisk, vse dobro tudi vam. Poslušali ste intervju s slovensko pravnico in kriminologinjo profesorico doktorico Katjo Franko, ki že več kot 30 let živi na Norveškem. S Katjo Franko sem se na Pravni fakulteti v Oslu, kjer je predstojnica Inštituta za kriminologijo, pogovarjal Luka Hvalc. Priporočam, da se na podcast Vala 202 nedeljski gost tudi naročite. Na voljo je v vseh ustreznih aplikacijah.